Torej, avtomobil smo zdaj spoznali, zdaj pa poglejmo, kaj konkretno novi Twingo pomeni za Dolenjce, za Novo mesto, pa tudi za Slovenijo. Proizvodnja novega električnega Twinga predstavlja res izredno priložnost za tovarno, da nekako tudi na daljši rok zagotovimo stabilno poslovanje, da obdržimo trenutna delovna mesta in pa da ustvarimo tudi nova delovna mesta, še višjo dodano vrednostjo. Tako velika investicija ne prinaša samo novih delovnih mest, ampak tudi nova znanja, nove tehnologije, napredek na področju avtomatizacije, digitalizacije, na področju uporabe umetne inteligence in pa tudi na področju razogljičenja tovarne. Kakšne številke, se pravi, koliko novih delovnih mest, koliko je stalo? V letošnjem letu nameravamo zaposliti 250 novih sodelavcev, od tega dobrih 10% visoko izobraženih. Investicija v razvoj? Investicija v tovarni bo presegala 150 milijonov evrov in v glavnem je namenjena za prenovo in pa za posodobitev celotnega proizvodnega procesa. Poleg prenove procesa bomo investirali tudi v dve popolnoma nove liniji, torej v linijo za sestavo sedežev in pa v linijo za lakiranje odbijačev. To pomeni, da bomo tako za novi električni Twingo, kot tudi za vse naslednje modele, sedeže in pa odbijače izdelovali lokalno, torej v Revozu. To je dobra novica, ne? In zdaj za prihajajoče modele, kaj zdaj to pomeni? Kateri pa so tisti, zdaj pa že lahko? Ja, mi smo res izredno ponosni, da se je skupina Renault Group odločila, da se bosta dva nova modela pridružila na naših proizvodnih linijah našemu novemu Twingu. In sicer gre to za dva modela z isto vozno osnovo, kot jo ima Twingo, znamke Dacia in pa Nissan. A to pomeni, da v bistvu Renault dejansko cilja, da boste vi, ne vem, en tak hub za... Ja, tako. Tovarna Revoz naj bi bila hub za izdelavo malih električnih avtomobilov. Clio 6. generacije, zdaj ta nov, bo tudi še novomeški ali je to zdaj potrjeno, da ne? Clio 6. generacije se trenutno izdeluje samo v Turčiji, pa vendar naš proizvodni proces je zelo prilagodljiv in z relativno nizkimi stroški in pa v zelo kratkem času lahko zaženemo proizvodnjo Clio 6. generacije. Zdaj ste v enem takem čudovitem, krasnem obdobju zdaj tega priprave novega modela. Slišim pa, in vedno ste ta čas tudi nekako zaprti za javnost, ampak slišim, da je bilo to obdobje zdaj bistveno krajše kot pa ponovadi. Ravno ta hitrost razvoja novega električnega Twinga je tisti glavni izziv za našo tovarno in hkrati tudi res velika odgovornost, da v manj kot 2 letih zaženemo serijsko proizvodnjo novega električnega Twinga. In to nam bo kot prvi tovarni znotraj skupine Renault tudi uspelo. Da bo jasno, koliko pa ste včasih potrebovali časa? Ja, ta čas smo skoraj razpolovili. Torej nekje 4 leta na 2 leti. Zdaj, ko ste bili na drugem koncu sveta na izobraževanju, kaj ste dejansko se tam naučili? Projektna skupina iz Revoza niti ni bila na izobraževanju na Kitajskem, ampak smo že od vsega začetka projekta vključeni v projekt kot zelo pomemben partner. Tudi direktor razvoja procesa je iz Revoza, tako da smo bili ves ta čas ključni sogovornik kitajskim partnerjem. In ko ste debatirali, kaj ste od njih pobrali? Drugačno organizacijo. Ne poznajo se ovire med posameznimi oddelki in nasploh komuniciranje poteka hitrejše in bolj učinkovito. Tudi vodenje projekta je, lahko rečem, na zelo visokem nivoju in kombinacija vseh teh dejavnikov nekako pripelje do tega, da lahko skrajšamo čas razvoja celotnega vozila. Če gremo zdaj na področje digitalizacije pa uvajanje umetne inteligence v ta proizvodni proces, tukaj v Novem mestu, mi lahko več poveste konkretno? Ja, na področju digitalizacije smo postavili tako imenovano Plant Connect Room, v kateri se tudi zdaj nahajamo. Gre za neke vrsto nadzorno sobo, v kateri se v realnem času zbirajo podatki praktično iz celotne vrednostne verige naših proizvodov. Torej, od naših dobaviteljev iz proizvodnega procesa, pa tudi od naših kupcev.
podatki z področja logistike, kakovosti, porabe energije, stroškov se zbirajo v tej sobi in s pomočjo naprednih programov se preoblikujejo v uporabne informacije, ki nam služijo za sprejemanje odločitev in pa za stalno izboljševanje procesov. Se pravi, to je vaša soba za sestanek? Tako, to je naša delovna soba. Tukaj izvajamo vsak dan en, dva ali pa več sestankov in tudi tukaj sprejemajo odločitve, tako vsakodnevne odločitve, kot tudi dolgoročne odločitve. Zdaj slišim, da skupina Renault in pa Geely sta čedalje bolj v partnerskem odnosu. Ampak za katere modele dejansko gre? Se pravi, na Kitajskem ste bili pri Geelyju, sodelujete z Geelyjem ali kako je? Geely in Renault sodelujeta predvsem na področju razvoja termičnih motorjev in pa hibridnih pogonov. Pri razvoju novega električnega Twinga nismo sodelovali z Geelyjem, sodelovali smo pa z ostalimi podjetji iz Kitajske. Predvsem s podjetji, ki nudijo storitve inženiringa. Se pravi, če prav razumem, Twingo je popolnoma Renaultov produkt. Ja, tako, Twingo je popolnoma Renaultov produkt, ki je bil razvit v sodelovanju s kitajskimi podjetji. Lepa hvala za tole. Ja, hvala tudi vam. Pa uspešen zagon, ne? Hvala.